Matijas je bil od nekdaj tako nadaljen, tako poseben, tako dober. Z velikim srcem in toplimi očmi se je dotaknil vsakogar, ki ga je kdaj uspel spoznati. Vsi so ga imeli od nekdaj radi. Sodil je med tiste ljudi, ki te ne presenetijo z obrazom, ki ga nisi pričakoval. Vedno je bil to, kar je bilo videti in za kar se je tudi izdajal, brez skritih presenečenj ali namenov. Pošten fant izjemnega talenta, ki je užival v tem, da je v objektiv ujame resnično življenje. Ljubil je tiste trenutke resničnosti, ki so se pokazali v fotografijah in ko tisti na slikah niso vedeli, da jih slika. In tudi on je bil takšen kot fotografije, ki jih je tako zelo ljubil. Pristan. Ker je Matijas tako zelo ljubil trenutke resničnosti, je bilo razumljivo, da je najraje slikal naravne živali, v katerih je videl navdih pravega življenja, ki si vzame čas živeti. Le redko je imel priložnost soditi v divjino in poslikati kralje ter kraljice, ki so vladali v deželi, kjer so potihnile zahteve moderne dobe in nenehnega stresa. Fotografiranje na safariju si je lahko le redko privoščil, saj mu plača univerzitetnega predavatelja fotografije za polovični delovni čas tega ni omogočala. Zato je skrbno varčeval tudi do 2 leti, da se je lahko odpravljal v divjino in lovil čudesa narave, katerih marsikdo ne bi zmogel videti, če tudi bi mu potrkala na domača vrata. Včasih je slikal obraze mimoidočih na polnih ulicah New Yorka, kjer je živel. Zdeli so se tako otujeni, apatični, včasih tako zelo neživi. V New York se je preselil po mamini smrti, ki ga je močno prizadela. Očeta je izgubil v prometni nesreči le dan po rojstvu, zato je bila mama zanj življenjska prijateljica in opora, ki je že od nekdaj verjela v njegove strasti in talent. Podpirala je njegove odločitve in ko je zapustila ta svet, se mu je zdelo, da je v enem samem trenutku izgubil prav vse. Še vedno pa je imel srce in ljubezen do ujetih trenutkov na fotografijah. Zato se je odločil, da poišče okolje, kjer se bo lahko razvijal. New York ga je navdal z novim upanjem in občutkom živosti, a včasih se mu je zdelo, da se je vsej tej veličini tako lahko zgubiti. Tukaj je bilo toliko boljših fotografov od njega, ki so delali za izjemne revije, kot so National Geographic, in bili za ujete trenutke v divjini tudi dobro plačani. Nekega dne je razmišljal, da bi tudi on poskušal dobiti tako službo, a novi prijatelji so ga hitro odvrnili od tega namena in mu zagotovili, da je to pretežka naloga, da naj bo srečen, da lahko predava množici študentov, ki njegova predavanja naravno se obožujejo, saj nanje hodijo celo tisti, ki se nanje niso vpisali. Kajti Matijas je svojo ljubezen do fotografije in ujetih trenutkih tudi znal besediti. Čutila se je toplina in ljubezen do živali, s katerimi je mnogokrat dihal, spal in jedel, da bi le dobil fotografijo njihove naravne izjemnosti, ki priča o čudežju življenja. In njegove fotografije so bile izjemne. Vedno, ko je odsanjaril v svet, kjer bi to lahko delal tudi poklicno, se je zbudil z besedami, da to ni mogoče. Se prebudil v novo resničnost, ki ga je peljala do podzemne železnice in novega delovnega dne. Rad je predaval. Študenti so ga vedno lepo sprejeli in z njimi je tkal posebne vezi, preko katerih lahko delil svoja znanja in spoznanja, ki so jih prikazovali fotografije. Oni so to cenili. Ni šlo za to, da ne bi imel rad svoje službe, a kljub temu si je želel, da bi več trenutkov preživel tam, kjer mu je najraje spalo srce. V srcu divjine, kjer so nastajale najlepše fotografije sveta. Besede so tekle, dnevi so minevali in vsi, ki so ga dobro poznali, so v tistih dneh lahko videli, da je na njem nekaj drugače. Oči so bile videti še bolj živahne kot ponavadi, veliko se je nasmihal brez razloga in energija, ko je vstopil v prostor, mu je zažarela kot najlepše sonce po meglenem jutru.
Ko se je pridružil nekaj prijateljem na pozni večerji, ga je nekdo vprašal: "Kaj je s tabo, Matijas? Si mogoče zaljubljen?" Celotna miza se je zasmejala, a on je vneto odgovoril: "Ne še, ampak podobno." Ponovno je napočil čas za prijateljica, ki ga je dobro poznala, zdaj sta skupaj poučevala na univerzi, je zaklicala: "Serengeti." Da, Serengeti, je še bolj navdušeno zavpil Matijas in vsi so vedeli, koliko je ura. Serengeti, čarobni ekosistem Afrike z izjemnim narodnim parkom, kjer so nastale Matijasove najlepše fotografije živali in narave, ga je poklical nazaj z zagotovilom, da ima zanj nove fotografije, ki bodo z lepoto napolnile tako njegovo dušo, kot tudi oči tistih, ki bodo imeli priložnost videti fotografije, ki jemljajo dih. Vsi so bili presrečni zanj. Vedeli so, kako veliko mu to pomeni. Bil je vsekakor otrok Serengetija, ki je komaj čakal, da se vrne v svoj dom, ki ga je napolnjeval s čudesi in ljubeznijo. "Prosimo, pripnite si varnostne pasove, kajti kmalu bomo pristali," se je oglasil glas stevardese. Matijasu je močno utripalo srce. Divjina ga je klicala. Še malo in pristali bodo v Tanzaniji. Kmalu bo zagledal letališče pod Kilimanjarom in mesto Arusha, ki je povsem drugačno od New Yorka. Življenje tukaj je vsekakor bolj skromno, a ima svoj čar. Vsekakor ima svoj čar. Tukaj je Matijas doživel globoka čustva in mnogo čarobnih trenutkov, ki jih ni našel nikjer drugje po svetu. In tako hvaležen je bil, da se je vrnil semkaj. Narava. Njena močka je vedno znova navdihovala. Še en notranji let z majhnim letalom, ki je bilo bolj podobno velikemu ptiču kot letalu, in spet bo doma. Nekaj ur kasneje je Matijas veselja poln, a utrujen padel v posteljo v čudovitih majhnih naravnih hišah, ki so gostile razne ljubitelje safarija. Dobro je vedel, da nekateri na žalost na safarije hodijo iz drugačnih razlogov, da niso vsi tam zato, da bi občudovali ali ujeli v objektiv lepoto, ki jo pominja človeštvo, kako pomembna je narava. Da so nekateri tam zato, da bi ubijali, čeprav to v Narodnem parku Serengetija ni dovoljeno. Kruta realnost, da se to vseeno dogaja, ga je prevzela nekega dne leta nazaj, ko je čakal na graciozni gib leoparda, ki ga je nenadoma splašil strel, ki je prišel iznenada in na smrt prestrašil Matijasa, ki je pričakoval vse kaj drugega kot dejstvo, da je divji lov na žalost resničen in blizu. Ko so veke utonile v spancu, je zaspal v upanju, da bo tokrat videl le ljubezen in nič drugega. In jo tudi je. Že naslednjega dne se je ob rani zori potuhnil na varno razdaljo, a še vseeno dovolj blizu, da je lahko slikal izjemna bitja, s katerimi se je čutil tako povezanega. Poznal jih je. Opazoval jih je po cele dneve, že je poznal njihove navade in obnašanje. Zato je bila vsaka njegova fotografija še boljša kot njena predhodnica. Instinkt in poznavanje očarljivih afriških lepotic mu je dajalo vedeti, kaj bo njihov naslednji gib, ki ga bo lahko ujel v objektiv. Fotografija bo na to zgodba sama od sebe. Ko jo bo pokazal svojim študentom, bo fotografija spregovorila sama od sebe in njim se bo zdelo, kot da jim bodo te živali vsak čas oživele pred očmi. Ujel bo njihovo nedolžnost, njihovo moč, njihove čudovite gibe in da se včasih zdi, kot da so eno z naravo, ki diha z njimi, zanje in oni z njo, za njo. In Matijas je lahko dihal z njimi ure in ure. Na vse zadnje beseda safari v Svahiliju pomeni potovanje. Izjemno potovanje, ujeto v čarobni trenutek fotografije. Bogovi so bili na njegovi strani in po nekaj dneh se je zdelo, kot da bi živali vedele, da je Matijas tam. Nič jih ni motilo. Z veseljem so mu pogledale globoko v objektiv, kot bi mu čezenj želele videti naravno svojo dušo. In on jih je spustil vanjo. Ni se jih bal in one se niso bali njega. Dovolile so mu biti tam. Vedel je, da one vedo, da je tam. In globoko je bil hvaležen, da mu dovoljujejo, da ostaja z njimi.
Zebre, sloni, divji psi, žirafe, na tisoče najbolj čudovitih in barvnih ptic sveta in on z njimi. Čeprav ga je do poleta domov čakalo še nekaj dni, je bil njegov fotoaparat iz dneva v dan bolj poln izjemnih slik, katerih si ne bi mogel bolj želeti. Vse je bilo tako popolno in bil je tako srečen. Zato se je odločil, da en dan posveti nakupom na barviti tržnici v Aruši. Z notranjim letom je odletel do mesta, kjer se je sprehodil med številnimi mešanimi izdelki, začimbami in izjemnim sadjem, ki ga je naravno oboževal. Tukaj bo lahko tudi nakupil nekaj drobnih pozornosti za prijatelje in posnel še nekaj zanimivih slik domačinov ter samega mesta. Prepričan je bil, da bo tudi ta del zanimal njegove študente. Sukal se je med stojnicami in zaužil vsako izkušnjo, ki je v njem dajala videti, da je svoboden. Nenadoma je za seboj zaslišal ženski glas, ki ga je ogovoril v presenetljivo dobri angleščini. Mladi mož, kako lepe fotografije skriva ta vaš fotoaparat. Živali vas ljubijo, izbrale so vas. Matijas je presenečeno opazil lepo črnko, oblečeno v belo obleko, katere glavo je krasil velik bel turban. Njene oči so bile globoke kot noč saparja in presenečeno je rekel: kako veste, kaj je na mojem fotoaparatu in to o živali? Ženska se je nežno nasmehnila. Vedno vemo več, kot si mislimo. Vi imate svoj dar, jaz svojega. Moj dar mi prinaša, da lahko z njim živim vsak dan, da ga imam in ga delim. Ljudje vidijo to v meni. Tako je tudi z vami. Ujeli ste toliko trenutkov na te fotografije, a sedaj je tudi čas, da ujamete svoj trenutek. Ljudje lahko živijo s svojimi darovi, če se odločijo ujeti svoj trenutek. Nekoč ste izgubili vse v enem samem trenutku in ta čudovita gospa, ki ste ji vi rekli mama, je dvignila krila, vam pa je ostalo prepričanje, da so trenutki izgubljeni. A ona je tukaj in pravi, da če lahko v enem samem trenutku izgubite vse tako kot njo, lahko v enem samem trenutku tudi dobite vse, ustvarite ga. Sredi tržnice Aruše so mlademu možu začele povzeti solze po obrazu. Ko da se je tržnica nenadoma zavila v molk, vsi so vedeli, zakaj joče. Poznali so jasnovidno Faraj in vsi so vedeli, da so njeni darovi nekaj posebnega. Danes je bila tukaj z nalogo. V sanje je vstopila čudovita dama in jo zaprosila, naj preda sporočilo njenemu sinu, ki ga bo našla na tržnici ob točno določeni uri. In ga tudi je. Faraji je rada pomagala in dobri Bog je to rad povračal. In še predno se je Matijas dobro zavedel, je ni bilo več. Izginila je med stojnicami, ki jih je dobro poznala. To je bilo dovolj. Mlademu možu je pokazala vrata priložnosti, vedela je, da ga vodi njegova nebeška mama. Zaupala je, da bo razumel sporočilo in mu sledil. In Faraji je sledila svojemu dnevu, svojemu daru. Nekaj dni kasneje se je Matijas vračal domov kot spremenjen človek. Lahko bi rekli tudi pozdravljen. V določenem trenutku je izgubil vse, a Afrika mu je vse tudi vrnila. Tekle so mu solze svobode, živali so ga pozdravile, ko je odhajal in lahko bi prisegel, da so rekle: vrni se znova, čakam te. In prisegel bi, da čuti mamo prav tam, ob njem. Morda pa ni izgubil prav vsega, morda pa je dobil pravkar vse nazaj. Ujeti trenutek je bil pripravljen, da ujame Matijasa in Matijas je bil pripravljen, da ujame njega. Ni bilo več izgovorov. Ni bilo boljšega trenutka. Z letališča se je še s kovčkom odpeljal naravnost do vrat uredništva poljudno-znanstvene revije, ki jo je oboževal zaradi njenih vsebin, ki so prinašale nekaj novega, nekaj drugačnega. Revija je bila uspešna, če tudi ne največja, in predvsem blizu Matijasovemu srcu.
Ni mogel verjeti samemu sebi, ko je prikorakal do samega uradnika in mu rekel: pravkar sem priletel iz Tanzanije. Ujel sem fotografije, ki so mi spremenile življenje. Rad bi jih delil s svetom. Ali jih želite videti? In so jih želeli videti. Ne samo videti, tudi objavili so jih. Prav tako so odkupili vse prejšnje slike, ki jih je naredil Matija za časa svojih potovanj, ki si jih je lahko privoščil. Navdušeni nad njegovo drugačnostjo so mu ponudili tudi službo. Od njega so pričakovali, da bo obiskoval safarije in ostala mesta, ki jemljajo dih in ujamejo najlepše trenutke življenja, da bi ljudi spomnili, da se ustavijo in opazijo lepote, ki jih obdajajo, da jih spomnijo, da so lepi tudi sami. Najlepši utrinki življenja so ujeli Matijasa in poskrbeli, da ne bo padal. Verjeli so vanj, kot je on verjel vanje. Bil je svoboden. Njegov talent je ustvarjal nove trenutke ljubezni, tako v ljubezenskem, kot tudi v poklicnem življenju. Matijas dan danes potuje povsod po svetu in ta trenutek verjetno opazuje belega pava, ki ve, da je Matijas tam in mu z veseljem kaže lepote svojih čudežnih peres. Včasih se mu pridruži tudi žena, fotografinja, ki je zaposlena pri isti reviji kot Matijas. Delita si ujete trenutke fotografij in poljubov. Lepo jo je opazovati. Ime mi je Katrina. Sem tista hvaležna mama, ki jo je slišala jasnovidna paraj. Povrnila sem iz darilom, ki jo je osrečilo. Nebesa so osrečila mene. Ste vedeli, da ime Matija spomeni Božje darilo? Ste vedeli, da Bog obdaruje ves čas? Ujemite svoj trenutek, je že tam, verjemite vanj in vas.